Drugi del pregleda leta 2011 pričenjamo v Evropi. Slovenski klubi so se ponovno pomerili v evropski konkurenci in medtem, ko sta Koper in Domžale izpadla po prvi preizkušnji, so se letos izkazali nogometaši Maribora in Olimpije. Mariborčani so za vstop v Evropsko ligo ugnali škotsko ekipo Rangers, Ljubljančani pa so v tretjem krogu kvalifikacij nesrečno izgubili proti Dunajski Avstriji. Članski reprezentanti so nogometno poletje preživeli delovno. V Ljubljani so pred odločilnimi tekmami z Estonci, Italijani in Srbi kot generalko gostili Belgijce. Spet je izstopal Samir Handanović, tekma v Stožicah pa se je končala brez zadetkov. Avgusta je spet zaigrala tudi mlada reprezentanca. Kvalifikacije je nadaljevala na Finskem. Po boljši predstavi Slovencev so na koncu slavili domačini. Edini gol z bele točke je dosegel Lauri Dallavale. Ponovno smo v Stožicah. Slovenska športna javnost je pred tekmo med Slovenijo in Estonijo pričakovala zanesljivo zmago varovancev Matjaža Keka. Ljubljano pa so veliko boljše volje zapustili Konstantin Vasiljev in soigralci. Estonci so zmagali z 2-1. Edini slovenski gol pa je dosegel Tim Matavž. Ko pa so Slovenci nekaj dni zatem izgubili še z Italijo v Firencah, pa je bilo sanj v Evropskem prvenstvu 2012 praktično že konec. Zato pa je svojo zgodbo toliko bolje nadaljevala mlada reprezentanca. Dejan Lazarević, Rene Krhin, Kevin Kampel, Enej Jelenič in ostali so z gostovanja na Malti prinesli vse 3 točke. 4-1 so Malti zadali najvišji poraz v jesenskem delu kvalifikacij. Sledila je tekma z Ukrajino na Ptuju. Gostje so na Štajersko prispeli z generacijo, ki je pred 2 letoma osvojila naslov evropskega prvaka do 19. leta. Slovenci se jih niso ustrašili, boljši so bili z 2-0. Zadela sta Lazarević in Jelenič. Po izjemnih predstavah mladih upov pred televizijskimi kamerami se je dvignilo zanimanje za reprezentanco do 21. leta, tako da se je vrsta Tomaža Kavčiča nekajkrat znašla v središču pozornosti. Septembra se je v kvalifikacije za Evropsko prvenstvo podala tudi reprezentanca do 19. leta. V skupini z Belgijo, Škotsko in Walesom so Slovenci osvojili 2. mesto in se uvrstili v drugi del kvalifikacij, kjer jih prihodnje leto čakajo Angleži, Švicari in Črnogorci. Članska reprezentanca je kvalifikacije za Euro 2012 zaključila oktobra, v Mariboru pa je prekrižala načrte Srbiji. Gostje so potrebovali vse 3 točke za preboj v dodatne kvalifikacije, na koncu pa so ostali praznih rok. Lahkotna in neobremenjena Slovenija je zmagala z 1-0, edini zadetek na tekmi pa je z dobrih 40 metrov dosegel Dare Vršič. Te zmage so se najbolj razveselili Estonci. Na poti do krstnega preboja v dodatne kvalifikacije jim je z ubranjeno 11-metrovko Nemani Vidiću pomagal tudi Samir Handanović, skupaj z Vršičem je postal ljubljenec estonskih navijačev. Tekma s Srbijo je bila tudi zadnja tekma Matjaža Keka na mestu selektorja slovenske članske reprezentance. Po končanih kvalifikacijah ga je na slovenski klopi zamenjal Slaviša Stojanović. Ljubljančan bo Slovenijo vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2014 v Braziliji. Pot do tja bo dolga. Slovenska reprezentanca bo igrala proti Norveški, Švici, Albaniji, Islandiji in na Cipru. Cikel pa se začne septembra prihodnje leto. Dan pred tekmo članske reprezentance Srbijo je mlada vrsta gostovala na Švedskem. Tekma, ki je reprezentantom ulila obilo samozavesti, se ni najbolje začela. Švedi so vodili z 1-0, po odmoru pa je bil izključen Nejc Mevlja, domačini pa so imeli 11-metrovko, a izkazal se je vratar Jan Oblak, njegova obramba pa je Slovencem dala moči, da so kljub igralcu manj uspeli izenačiti in se iz Trelleborga vrnili s točko. Za slednjo je po predložku Harisa Vučkića z glavo poskrbel Robert Perić. Slovenska ženska reprezentanca pa je po neuspešnem začetku kvalifikacij proti Angliji z večjimi upi krenila v tekmo proti Srbkinjam. A v prvi septembrski tekmi se ni išlo po željah selektorja Darka Žižka. Slovenke so namreč izgubile z 2-1. Nekaj dni pozneje pa v tekmi s Hrvaticami osvojile prvo točko v boju za Evropsko prvenstvo. Ženska reprezentanca je novembra izgubila še s favorizirano Nizozemsko.
Z nekaj presenečenji pa je že v novi sezoni postregel Hervis Pokal Slovenije. Za največje je poskrbela ekipa tretjeligaša Zavrča. Izločila je aktualne pokalne prvake iz Domžal, potem pa še dodobra namučila Maribor. Vijoličasti so bili na koncu le boljši v Ljudskem vrtu in so se tako uspeli uvrstiti v polfinale, kjer so jih že čakali Rudar Velenje, Celje in Šenčur. Novembra je v meglenih Stožicah svojo prvo preizkušnjo na klopi reprezentance dočakal Slaviša Stojanović. V goste je prišla reprezentanca Združenih držav Amerike z Jurgenom Klinsmannom na selektorski klopi. Slovencem na koncu nista bila dovolj 2 zadetka Tima Matavža, tekma se je namreč končala s 3-2 za Američane. Leto 2011 pa je prineslo dodaten razlog za veselje na nogometni zvezi. Ob koncu leta so se pričela dela na Brdu pri Kranju, kjer bo leta 2013 stal nacionalni nogometni center Brdo. Nogometni center bo izboljšal pogoje za delo reprezentanc, za priprave pa ga bodo lahko uporabljali tudi slovenski in tuji klubi. Pregled leta 2011 pa zaključujemo z mladimi, na katerih svet stoji. Slovenska reprezentanca do 21. leta se je novembra v Novi Gorici pomerila z Litvo. Z novo zmago, tokrat sta zadela Berić in Lazarević, pa se je povzpela na vrh kvalifikacijske skupine. Čeprav so le redki pričakovali, da bo Slovenija v težki skupini prezimila na prvem mestu na lestvici, bodo Kavčičevi varovanci v prihodnjem letu naskakovali tudi uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2013.